Dober dan želim, danes se pa javljam ponovno iz prečudovite narave. Sem nasproti Mariborskega otoka in odločila sem se, da vam povem, kako sem prišla do tega, da sedaj živim v milosti in v blagostanju. Dejansko mi vesolje podarja vsakodnevne magične manifestacije. Tisti, ki me spremljate že vsa 3 leta in še več, boste vedeli, in tudi tisti, ki me osebno poznate, kako težko je bilo moje življenje pred nekaj leti in kako težko sem se prebijala skozi ves proces svoje življenjske poti in kako je dejansko moje življenje bilo, bomo temu rekli, čisto v globoki temi. Prvič, kar je bilo najtežje, je izguba zdravja. Moja hrbtenica mi ne služi ravno najbolje, mi ni služila, sedaj je veliko bolj pridna, bomo temu rekli, in služi mojemu telesu. Nato se je pa zgodila še globoka depresija in anksioznost. Ne vem, kaj je težje, ali tiste neznosne bolečine, ki so me ohromile, ki so mi odvzele vso življenjsko moč, ali ta stiska, ki sem jo nenehno čutila v prsih, da sem težko dihala, da sem težko opravljala vsakodnevne obveznosti. Kako sem pa jaz dosegla ta nivo, kako sem jaz dosegla to poletje, ta vibracijski preskok, na kakšen način? Najprej, kaj sem počela? V bistvu moram povedati, preizkušala sem veliko tehnik, metod in vsega ostalega. Veliko sem vadila, veliko še sedaj vadim, veliko metod uporabljam, veliko tehnik uporabljam, ampak jaz sem pričela takrat po svoje. In kaj sem delala? Odločila sem se, da bom kljub temu, da sem tako v temi, bila kreativna. Da bom svojo kreativnost nekako vodila skozi svojo temo do svetlobe. In to se je tudi zgodilo. Jaz sem pričela takrat s fotografiranjem narave, cvetlic, neba in vsega ostalega. In moji prispevki, moje slike na strani Louise Hay Slovenija so bili zmeraj tisti, ki sem jih jaz poslikala. In to je mene popeljalo do tega, da več nisem razmišljala takrat, ko sem bila na sprehodu o tem, kaj me tare, kaj me teži, zakaj me tako tišči v prsih, zakaj imam tako strašne bolečine v hrbtenici, da težko hodim, da si ne upam iti včasih na sprehod, ker ne vem, kako bom pa prišla do doma, ker ne vem, naprimer, zjutraj, kako sem sploh vstala iz postelje, pa ne samo zjutraj, tudi čez dan, kako sem vstala iz stola, kaj bom lahko počela. Dejansko sem z vsemi temi metodami, z vsemi temi tehnikami, med katerimi je seveda najpomembnejše afirmiranje, ki ga počnem že najmanj 35 let, in potem je prišla na vrsto meditacija, vizualizacija in kar pa je zelo pomembno je, pri meni vsaj, pa ni to samo pri meni, to pišejo vsi duhovni voditelji, da je potrebno stvari zapisovati. In zato sem jaz veliko pisala. Jaz sem pisala prispevke, da ozdravim sebe, pa k temu še mogoče pripomorem komu drugemu, da mu pomagam. In upam, da je to tudi nekako pridoneslo k temu, da sem pomagala še komu drugemu, vsaj nekje tako tudi čutim in takšne odzive dobivam. In kaj želim povedati? Odločite se, katere tehnike boste koristili, katere metode vam odgovarjajo. Ne počnite preveč stvari naenkrat. Poskušajte vse delati počasi, po korakih, korak za korakom, dan za dnevom. In verjemite, pridejo rezultati,
pridejo rezultati, da si presenečen, ko se zjutraj zbujaš, kako lepo je življenje, da komaj čakaš, da stopiš v tisti novi dan. Ne da si misliš, pa kako to, da eni govorijo, ja, super, novi dan. Jaz pa se ga ne veselim, ker ne vidim nobenega smisla v tem življenju, ker mi je težko živeti, ker komaj živim, tako hudo je. Pripomoglo mi je pisanje afirmacij, izgovarjanje afirmacij pred ogledalom. Kreacije moje, tako kot sedaj, ko sem skreirala pobarvanko afirmacijsko za odrasle, tako kot sem kreirala Dar 2021, tako kot kreiram vse druge izdelke, vse te moje kreacije so me pozdravile. Zato vam priporočam, koristite orodja, tako kot je na primer manifestacijski ček doživel tako veliko odzivnost. Zelo sem tega vesela, ker to je močan vizualizacijski pripomoček. Tako, ko bom izdala svojo pobarvanko z afirmacijami, to je tudi močan pripomoček za aktivno meditacijo. Tako bom tudi izdala še marsikatere druge pripomočke ali orodja, ki bodo koristile vam in meni. Delam na tem in sem ves čas, vsak dan zelo kreativna, da pomagam ljudem, s tem pomagam tudi sebi. Želim vam tudi to, da bi vi, vsi vi, ki me spremljate, prišli do vibracijskega preboja, tisti, ki ste na primer v depresiji in se vam ne zdi več smiselno, čisto nič v dnevu, da bi bilo kaj vredno narediti, da bi se vam zdelo vredno poskusiti. Verjemite, da pride v življenju do tega, da se stanje izboljša. Za vsakim dežjem posije sonce. In res je tako. Niso zastonj stari pregovori, ki nas spremljajo. In če se malo poglobimo v njih, je to resnica. Ampak takrat, ko smo pa v tistem breznu, ko je neznansko težko, ko je hudo, vsaka minuta, vsaka sekunda, ko si v tistem, da ne veš, ali boš preživel ta dan, ja, takrat je težko seči po kakšnih orodjih, po tem, da se samo motiviraš, da se aktiviraš. Vem, ampak je potrebno počasi, z eno stvarjo, z drugo in s prebiranjem, zapisovanjem dnevnika, izražanja hvaležnosti. Nenehno to počnem. Imam več različnih beležk zraven svojega daru 2021. Prihaja tudi dar 2022. In upam, da vam bo koristil tako kot dar 2021. Ampak to nisem sedaj želela povedati. Jaz si samo želim tega, da bi, nekam sem se zamotala v ene veje, vaše trpljenje končno minilo. Mine pa tako, da sami nekaj k temu pripomoremo, da se aktiviramo in da na sebi delamo. Lep vikend si skupaj. Srečno!